Danes je na vrsti unboxing gaming podloge za miško Red Dragon Suzaku. Challengeali so me, kako dolgo lahko govorim o navadni gaming podlogi, pa da vidimo. Skratka, gaming podloge delimo na dve oziroma tri glavne vrste. To so lahko tekstilne, kakršna je tu, lahko so to plastične in imajo pač neko čisto plastično površino, kot je približno površina te mize, ali pa so to kateri miks drugih materialov, popularne so recimo aluminij, steklo ali kaj podobnega. No, v tem primeru tu je to tista najbolj basic različica in sicer tekstilna gaming podloga. Le te so narejene na spodnji strani iz gume, torej taka profilirana guma, na zgornji pa z dobesedno tekstila. Ni to tisti tekstil, ki jo imate recimo na majici, ampak je pa nekaj podobnega in je potem pri proizvajalcu stisnjen skupaj v eno enakomerno, lepo, v tem primeru 90 cm dolgo podlogo za miško. Skratka, Red Dragon Suzaku je tako, Suzaku se opravičujem, je gaming podloga črne barve z rdečim robom, ki je v dosti primerih boljši kot navaden rob, torej ko le odrežejo samo površino podlage ter jo pustijo pri miru. Tista se zelo rada začne cefrati in potem tam odstopa. Pri teh zašitih robovih je izgled boljši, saj kar se mene tiče, izgleda to, da je tekstura taka bolj enotna oziroma lahko nek dodaten grafični element dodajo proizvajalci, ki ga sicer ne morejo in istočasno se ne cefra. Je pa slabost zagotovo to, da se ta rob občuti. Pri gladkih, torej brez robova, se robova ne čuti, tu je rob občuten in to mimo tega ne moreš iti. Skratka, poleg tega, da je črna in ima rdeč rob, vidimo le še eno neko tako specialnost in sicer je to logotip Red Dragon. Red Dragon, brez dveh D-jev, kot se to zelo rado nekomu oziroma ljudem na spletu dogaja, da narobe napišejo Red Dragon, logotip, ki je z neko folijo naprintan na desni spodnji rob. V tem cenovnem razredu, torej cenovno ugodnih gaming podlog, je ta ena izmed najugodnejših podlog velikega tipa. Na to spravite brez večjega problema tenkile s tipkovnico, torej tipkovnico, ki nima numeričnega dela in vam ostane vseeno 30-40 cm prostora za gaming podlogo oziroma za gaming miško, kar je dovolj za večino uporabnikov. Če igrate recimo Counter-Strike in imate res sensitivity 0.1 pa pri 400 dpi, rabite tako podlogo, itak. Ampak za tistih 90% normalnih uporabnikov, ki nimajo nekih specialnih zahtev, kar se tiče velikosti ali nekih posebnosti, bo ta podloga več kot dovolj velika. Sam bi rad videl nekoliko več višine, a razumem, večina ljudi, ko igraš, večinoma se premikaš levo, desno, gor, dol, se bistveno manj. Ok, če se dotaknem še nekoliko samega materiala, je ta tekstura same te gume oziroma tekstila na zgornji strani zelo fina. Tako da bi miška morala zelo gladko drseti po površini te podloge. Je na otip zelo gladka, res zelo gladka, fina, kar bo nekaterim všeč, drugi imajo dosti raje take bolj teksturirane, surove, grobe podloge. Ta je res zelo fina. Na spodnji strani je ta standardna guma, ki preprečuje zdrs na mizi. Prej bom po moje premaknil mizo, kakor bom premaknil to podlogo, tudi če primem sam pri robovih in jo vlečem, se komaj da premika. To je standardna tekstura na spodnji strani, standardna guma, ki če bi jo razrezali, bi videli v notranjosti majhne luknjice in z njimi je izkušnja res zelo podobna pri večini proizvajalcev. Na koncu se tu odločamo na podlagi dizajna, na podlagi preference po hitrosti. Ok, smo že nazaj z dvema najpopularnejšima gaming tipkovnicama iz ponudbe Red Dragona in sicer modelom Kumara ter Kala. Kumara je tenkeyless, torej nima numeričnega dela, medtem ko Kala je full size tipkovnica, ki ima še
dodaten wrist-rest, ki je direktno integriran in se ga ne gre odstraniti. Skratka, naša podloga z ta veliko tipkovnico ima dobrih 30 cm breathing space, da lahko igrate. Če vam je toliko prostora dovolj, je to čisto super izdelek za vas. Suzaku bo dovolj. Definitivno pa še bolj pride prav, če imate ten keyless model, kot rečeno Kumara. Ta pa omogoča več kot pol širine oziroma pol širine podloge za gikanje, za gejmanje in to je dovolj za res, kot rečeno, več kot 99% gamerjev dejanskih njihovih potreb. No, to je bilo to, kar se tiče unboxinga gaming podloge Redragon Suzaku. V primeru, da imate še kakšno vprašanje, nam jih lahko zastavite v komentarjih ali pa na dejansko spletni strani gamegang.si, kjer lahko najdete novice iz sveta gaminga, e-športa, turnirje, novice in dosti več.